Zanima me, kakšno je vaše stališče do morebitne gradnje plinskih terminalov v zalivu Kopenskega zaliva in kakšno je poslej stališče do gradnje plinskih terminalov v Tržaškem zalivu in Žavlju. Kar se tiče stališča do terminalov v Tržaškem zalivu, je stališče popolnoma jasno. Da stališče vlade v tega vprašanja treba dodatno pojasnjevati in da, tako kot zdaj kaže, tudi na strani odločujočih dejavnikov v sosednji državi pač prihaja do treznejšega premisleka, kar pomeni, da verjetno ta terminal na morju ne bo dobil zelene luči za gradnjo. Kar se tiče govoric o tem, da naj bi se plinski terminali gradili v Luki Koper, so to samo govorice. Lahko so to tudi razmišljanja o tem, kaj bi bilo, če bi bilo. Nobenih takšnih objektov ni zaenkrat v strateških načrtih vlade. Tudi močno dvomim, da bi bilo možno to lokacijo uskladiti z okoljevarstvenimi zahtevami in z formalnimi pravili, ki veljajo na tem področju v Sloveniji. Skratka, jaz sem za to temo prvič slišal iz medijev, kolikor bi ta projekt obstajal, bi bil seveda naštet v resoluciji o nacionalnih razvojnih projektih, kjer je področje energetike podrobneje obdelano in v katero, oziroma v ta projekt energetike oziroma izgradnje energetskih objektov do leta 2023 so vključeni tudi nekateri manjši projekti, kot pa bi ta eventualno bil. Trebušak Sveta na kanalu A. Gospod premijer, kako komentirate izstop Matjaža Gantarja iz strateškega sveta in pa njegovo izjavo, da vaš odnos ni nič drugačen od odnosa vaših predhodnikov do menedžerjev? In pa drugo vprašanje, kateri je zadnji predlog ali pa ideja, ki vam jo je posredoval strateški svet? Torej, strateški svet je, kot samo ime pove, strateški svet, ki razpravlja o strateških temah. S tem je bilo najbolj nekaj razočaranje pri tistih, ki se ukvarjajo z konkretno ekonomijo in ki so morda pričakovali, da bo to organ, ki bo upravljal podobne funkcije, kot je kakšna zbornica ali klub podjetnikov. Strateški svet se ukvarja z abstraktnimi temami, ne ukvarja se z konkretnimi vprašanji poslovnih odločitev, konkretnih odločitev z privatizacijo in tako naprej. In morda je to pri komu, ki je bil navajen, ali pa ki prihaja z te sfere, ki je navajen predvsem na konkretno odločanje, spodilo pomisleke ali lahko pri delu tega sveta, ki dejansko prispeva. Drugače pa je strateški svet, še posebej zdaj po zadnjih osvežitvah, zelo koristna institucija. Zadnja razprava, ki je bila vezana na dolgoročne demografske projekcije, na vpliv teh projekcij na stabilnost javnih financ v prihodnje, je pomagala razsvetliti te dileme, ki so se v slovenski javnosti, tudi v strokovni javnosti, pojavljale že kar nekaj časa. In tudi ostale teme, ki so na programu tega strateškega sveta v tem letu, v veliki meri se upadajo z ključnimi izzivi, s katerimi se bo Slovenija spopadala v prihodnje. So pa to teme, ki so seveda v veliki meri abstraktne, makroekonomske, ki so to vprašanje, ker bi se razpravljalo o takšnih pa drugačnih poslovnih odločitvah.